V sklopu projekta E-gradovi Posavja je nastalo tudi novo butično doživetje 7 veličastnih, ki utrjuje vizijo Posavja kot trajnostno naravnane butične destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče avtentična in raznolika doživetja. Torej, butično doživetje 7 veličastnih na prav edinstven način povezuje vseh 7 veličastnih gradov Posavja. To so grad Mokrice, grad Sevnica, grad Brežice, grad Rajhenburg, nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki in pa grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Butično doživetje na prav poseben način poveže vso njihovo kulturno dediščino z ostalo ponudbo na destinaciji, torej z našo vrhunsko odlično gastronomijo in z ostalimi zanimivimi outdoor aktivnostmi, ki se odvijajo v neposredni bližini vseh 7 gradov. Projekt E-gradovi Posavja smo uspeli realizirati seveda v sodelovanju z vsemi posavskimi občinami kot sofinancerkami, to so občine Krško, Brežice, Kostanjevica, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče. Hkrati z digitalizacijo gradov smo v tem projektu izvedli tudi oziroma pridobili 5-zvezdično butično doživetje, ki je pač butično izvedeno in lahko traja en dan ali pa tudi 2 dni. Potem smo naredili še izobraževanje za turistične ponudnike, v okviru katerega je potekal tudi someljejski tečaj. Vse te digitizirane enote naših gradov Posavja bodo tudi v prihodnje lahko zelo uporabne v primeru kakšnih potresov ali pa naravnih nesreč. Ko se bodo kateri izmed gradov mogoče malo poškodoval, bomo imeli s pomočjo teh 3D modelov zelo kakovostne in avtentične zapise, ki bodo prikazovali njihovo dejansko podobo in stanje v tem trenutnem času. Zdaj, kako smo se lotili tega digitalnega inoviranja? Kot že omenjeno, je RRA Posavje izvedla digitalno inoviranje v sodelovanju s podjetjem Arctro iz Nove Gorice in pa Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sam proces so bili seveda vključeni tudi vsi upravljalci vseh 7 enot, ki so bile predmet tega procesa. Digitalno inoviranje je potekalo tako, da smo sprva upravili digitalni zajem lokacij, na katerih se nahajajo te enote. Tako da smo z brezpilotnimi letalniki, ki imajo vgrajene zelo kakovostne skenerje in terestične slikalnike, opravili zelo natančne zajeme vseh točk, tako samih objektov, kot tudi njihove neposredne okolice. Nato so se ti zajemi preoblikovali v nekakšen oblak točk, ki se je kasneje z raznimi tehnikami strokovnjakov preoblikoval v 3D modele, ki so sedaj vidni v posnetkih in pa na hologramskih predvajalnikih. Pri poskusu 2 3D rekonstrukcij gradov Kunšperk in Svibno pa je bila zadeva nekoliko drugačna. Tam se namreč gradova trenutno nahajata v podobi ruševin. Tako da sprva smo tudi začeli z brezpilotnimi letalniki, ki so opravili dejanski zajem stanja na obeh grajskih gričih. Nato je sledil natančen izris obstoječih ruševin, potem pa smo poskušali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in primernimi strokovnjaki za ta področja zbrati čim več gradiva na temo obeh grajskih ruševin. S pomočjo vsega gradiva in pa vseh zajemov in izrisov smo nato poskusili ustvariti 2 3D rekonstrukcije, ki jo je na koncu potrdil tudi sam Zavod za varstvo kulturne dediščine. Bi pa poudarila, da gre tu le za poskus, kajti dejanske podobe obeh gradov Svibno in Kunšperk žal ne moremo vedeti. Na primer, pri gradu Kunšperk smo se opirali tudi na grafiko iz 17. stoletja, ki je prikazovala grad Kunšperk v neki podobi. Je pa tudi to pomembno, da je bil grad v 17. stoletju že opuščen in delno porušen, tako da tudi tista grafika ni bila povsem verodostojna. Torej, opirali smo se tudi zelo veliko na gradiva dr. Igorja Sapača. Bi bilo pa potrebno upraviti še nekaj dodatnih študij na to temo, če bi želeli res zelo pristne rekonstrukcije narediti. Torej, te rekonstrukcije, ki smo jih naredili, so v tem trenutku najpristnejše in avtentične s pomočjo vsega gradiva in vseh strokovnjakov, ki so sodelovali v samem procesu. V projektu E-gradovi Posavje dejansko smo najbolj vključevali upravljavce gradov Posavja, se pravi Posavski muzej Brežice, galerijo Božidar Jakac, sodelovali smo seveda tudi z Kulturnim domom Krško, ki je upravljalec gradu Rajhenburg, in pa seveda tudi z Termami Čatež, ki so upravljalec gradu Mokrice. Tako da na tak način so se vključile te 4 občine, pri čemer smo pa, kot sem že omenila,
povezali tudi grajski ruševini, gradu Svibno in pa Kunšperk, se pravi Svibno občino Radeče in pa Kunšperk občino Bistrica ob Sotli.